En lep pozdrav, dragi moji, Mihael Žmahar sem z vami in danes imam rojstni dan. Ta je pa resno zagrabila. Star sem 36 let in sem noro dobre volje. Jaz vem, da ljudje rečejo, pa imeti rojstni dan ni nič posebnega. Edino, kar moraš narediti, je, da eno leto ostaneš živ, z drugimi besedami, da preživiš in ga imaš avtomatsko. Pa ni čist tak. V tem letu se ti zgodi ogromno stvari, lekcij, se ti aktivira spoznanj, rasti, sprememb, transformacij. In ja, prav je, da smo ljudje ponosni na svoje življenje, prav je, da ko je rojstni dan, da si zaželite vse najboljše. Tako da, Žmahar, jaz ti želim vse najboljše, želim ti, da imaš fantastično inkarnacijo, da uživaš obilje na vseh nivojih življenja, da si ponosen nase na vse, kar ustvarjaš, da imaš okoli sebe fajn ljudi in da nasploh razumeš, da je življenje fajn. Evo, tako kot sem si jaz zaželel vse najboljše sebi, dajte si tudi vi, ko boste imeli svoje rojstne dneve. In ker sem začutil, da je začetek 37. leta, v katerega sem stopil, pravo leto za deljenje življenjskih modrosti, sem se danes odločil, da vam predam 10 spoznanj, ki jih je mene naučila svetloba. Kot veste, sem lightworker, delam z ljudmi na najbolj možne svetlobne načine, pomagam jim, učim jih o svetlobi, pišem knjige, izvajam tečaje v duhovnem ateljeju Potovanje duše s Kristi, na tisoče in tisoče ljudi letno učiva, vodiva, peljeva v meditacijo, duhovna spoznanja, jih učiva, kako imeti boljše življenje, hitreje realizirati življenjsko poslanstvo in kako sploh spoznati, kaj je življenjsko poslanstvo in še tisoče in tisoče druge stvari. Tako da, ja, ko rečem svetloba, ne dobim v glavo žarnice na stropu, ki meče svetlobo v sobo, ampak ko rečem svetlobo, imam v misli duhovne vodnike iz najvišjih, najčistejših dimenzij vesolja, ki imajo brezpogojno ljubezen do nas, ki smo v inkarnaciji in nas vodijo s svojimi spoznanji, znanji, za svojo energijo. Ko rečem svetloba, imam v mislih angelska bitja, vilinska bitja, Boga. Imam v mislih Lady Gajo, ki polni in kreira ta zemeljski svet. Imam v mislih duše, višje jaze, od katerih dobivamo navodilo o tem, kaj je naš naslednji korak v življenju, katero je naše življenjsko poslanstvo in zakaj smo sploh na planetu Zemlja. Tako da, ko rečem svetloba, imam v mislih vse te čudovite zvezdne civilizacije, visoke svetove, visokih vesoljnih dimenzij, odkoder prihajajo inspiracije, kreativne ideje, vizije, zaradi katerih imamo ljudje na koncu lepo življenje. Ko rečem svetloba, imam v mislih svetlobne manifestacijske energije, zaščitne energije, zaradi katerih smo varnih in zdravilne energije, zaradi katerih smo vitalni. Tako da, zelo širok pojem je svetloba, ampak če boste malo bolj spremljali, kaj počnem, verjamem, da ste že ugotovili, kaj imam v mislih pod pojmom svetloba. Skratka, 10 načel, 10 spoznanj, ki mi jih je svetloba naučila do sedaj in zaradi katerih je moje življenje takšno, kot je, zaradi katerih sem se danes razvil v človeka, v kakršnega sem se razvil. Če ne bi bilo te spoznanj v mojem življenju, bi bilo moje življenje čisto drugačno, sploh se ne upam predstavljati, kakšno. Tako da, teh 10 spoznanj od prvega do zadnjega je zelo pomembnih, tako da sem si zapisal na list papirja, da slučajen, kjer ga ne pozabim. In najboljše je, da se jih kar lotimo. Prvo spoznanje, vedno obstaja naslednji nivo energije. Resnica je, da smo ljudje prišli na planet Zemlja izkušati. In del izkušanja je rast. To se pravi, namen vsakega človeka je, da je danes bolj napreden energijsko, kot je bil včeraj. In namen vsakega izmed nas je, da smo jutri bolj pametni, kot smo bili danes. To se pravi, da rastemo v svojih vizijah, da rastemo v svojem karakterju, da rastemo v svojih navadah, da se spreminjamo v svojem poslu, da rastemo v svojih idejah. To se pravi, če hočemo ljudje razumeti, da lahko vedno rastemo, moramo razumeti, da vedno obstaja naslednji nivo.
naslednji nivo vesolja, resničnosti, na katerega lahko gremo. Vedno obstaja nivo, katerega ljudje z zemeljskimi možgani še ne razumemo in za katerega bo prišel čas, da ga bomo razumeli. Vedno obstaja naslednja stopnička. Ne glede na to, kje smo v življenju, vedno obstaja level up. Vedno smo lahko boljši, vedno lahko imamo več obilja, vedno lahko globje razumemo stvar, vedno lahko imamo bolj ljubeč odnos. Vedno lahko upgradamo, nadgradimo, karkoli počnemo. Ne? In to je neka stvar, ki je meni osebno zelo pomembna, da razumem, da imam vedno nekam za iti, da nikoli nisem prišel do stropa, da nikjer ni te meje, do katere se lahko razvijem. Ne? Vedno obstajajo duhovni zakoni, katerih še ne razumem. A vidite, da obstaja fizika, katera niti ni na zemlji, ki je toliko napredna, da je naši možgani niti ne razumejo, da obstajajo zmožnosti telesa, da se lahko telo evoluira, spreminja na načine, na katerega še zemeljska medicina ne razume, da je možno. Vedno obstaja naslednji nivo, vedno obstaja ta rast. In to je bila prva točka, ki so mi jo duhovni vodniki svetlobe zelo hitro razjasnili že leta nazaj, ker jaz sem bil vedno živčen o tem, da bo zmanjkalo energiji na tem planetu, katere me zanimajo. In sem rekel, ne žmahar, vedno je naslednji nivo, karkoli boš počel. Vedno imaš naslednji nivo, na katerem lahko dosežeš mojstrstvo. Tako da, vsi tisti, ki vas zanima razumevanje življenja na naslednjem nivoju, definitivno pogledajte tečaj Mojster meditacijske terapije, katerega začnem zdaj to jesen. To je tečaj, ki uči upravljanje manifestacijskih zdravilnih zaščitnih energij na najbolj neverjetne nivoje in predaja informacije, katerih definitivno ne najdete vsak dan na planetu Zemlja. Ok, to je prva točka. Druga točka, oziroma drugi princip, katerega me je svetloba naučila, je, da je ključ gradnje življenja v podrobnostih. No, tega sem se jaz naučil kar na harš način, te lekcije, ker jaz sem vedno sem gledal samo velike slike življenja, niso me zanimale podrobnosti. Mene se nikoli ni dalo ukvarjati z nekimi majhnimi zadevami v življenju, z nekimi majhnimi nepomembnimi koraki, ne? In zaradi tega se mi dosti pomembnih velikih stvari ni zgodilo. Nekatere stvari v preteklosti se mi niso zgodila ravno zaradi tega, ker sem ignoriral podrobnosti. In potem, ko sem se že enih 6-krat, 7-krat z glavo orem zaletel v steno in nisem naredil neke vizije ali pa dosegel nekega cilja, ki sem si ga želel, so prišli duhovni vodniki dol in mi rekli, Mihael, ključ se skriva v podrobnostih. Ljudje na planetu Zemlja prevečkrat gledate te velike očitne slike in imate iluzorno predstavo iz česa oziroma na kakšen način je sestavljeno življenje, katerega živite. Življenje, katerega živite ljudje na Zemlji, je sestavljeno iz tisočih in tisočih majhnih odločitev, majhnih korakov, ki na koncu dneva naredijo veliko razliko. Tako da ključ je v podrobnostih. Isto je pri telesu. Sej mi, če hočemo, da je naše telo zdravo, moramo podrobnosti gledati. Moramo gledati podrobnosti, kot so nivo kalcija v telesu, ali pa nivo železa v telesu, ali pa nivo selena v telesu, ali pa, ne vem, kilogrami. Ena taka majhna podrobnost lahko naredi zelo veliko razliko. Če imamo mi premalo železa v telesu, imamo, veste, koliko nižjo manifestacijsko energijo, veste, koliko nižjo življenjsko energijo lahko skanaliziramo čez sebe. Eni ljudje so kot cune zaradi tega, ker jim manjka železa. In potem rabiš samo iti zdravniku, dati kri in tam je nek marker, je nek majhna podrobnost na listu papirja, ki ti lahko naredi, če jo popraviš, veliko razliko. In to je to. Podrobnosti. To je bila druga točka. Attention to details, so mi rekli s temi besedami. Tako da to je zelo pomembno spoznanje, ki vodi v vse velike uspešne zgodbe na vseh področjih življenja. Podrobnosti. Ok? Tretje spoznanje, ki mi ga je dala svetloba, se mi je zgodil v težkih trenutkih življenja. Imel sem par situacij v življenju, ko se mi stvari niso šle tako, kot sem si zaželel. Imel sem eno obdobje, ko smo s Kristi na začetku na ene veze šla narazen in je bilo zelo težko, neprijetno. Pa imel sem obdobje, ko je moj brat umrl in sem izgubil človeka, ki sem ga imel zelo rad. Pa sem imel obdobje, ko je Kristina mami umrla, ko sem bila zelo dobra prijatelja, smo se zelo fajn razumela. Pa ko stvari niso funkcionirale v biznisu pa prijateljstvih tako, kot sem si zamislil, da bi mogla funkcionirati. In veš, takrat ti pač pade morala, ti pade
ne veš točno kaj narediti, kaj je tvoj naslednji korak, tudi nisi baš neki produktiven ljudje, tako od tebe nimajo glih neke koristi. Jaz sem imel obdobje, ko sem bil kar malo v depresiji, kar malo tako slabe vole, ne glih preveč prijetna družba. In ne boste verjeli, svetloba ni nikoli šla stran. Moji duhovni vodniki, moj višji jaz se nikoli niso obrnili proti meni. Vedno so mi stali ob strani. Ne glede na to, v kakem stanju sem jaz bil, ne glede na to, kaj sem razmišljal, kakšno destruktivno razmišljanje sem ustvarjal tisti dan, tistem obdobju, vedno so mi stali ob strani, nikoli me niso zapustili. Tudi takrat, ko sem bil res v ego, ko sem bil res v naporni energiji, svetloba, moji duhovni vodniki, moj višji jaz, nikoli niso šli stran od mene. Nikoli. In to je nekaj, kar se moramo ljudje naučiti. Ljudje na zemlji prevečkrat grejo stran. Kako veš, kdo je svetloba in kdo je tema? Svetloba je nekdo, svetloben človek je nekdo, ki bo naprimer v tvojem življenju ostal, tudi takrat, ko nima nobene koristi od tebe, tudi takrat, ko se mogoče ne strinja s tabo, tudi takrat, ko ni nobene koristi. Tema v tistem trenutku, ko nima več koristi, gre, te zapusti. In svetloba tega nikoli ne naredi. Videl sem, kolikrat je svetloba ostala, pa ji ne bi bilo treba. Pa bi mogoče, če bi bilo to neka zemeljska bitja, bi šli. Tako da, vsi tisti, ki iščete res neko varno bazo, res neko občutek, da ste konektani z nekom, ki vas brezpogojno ljubi in sprejema, definitivno vam svetujem, da se povežete s svojim višjim jazom, svojo dušo in da pogledate, kakšna je vaša vodniška duhovna struktura, zaradi tega, ker boste tam našli ta aspekt brezpogojne ljubezni, katerega žal na zemlji ljudje v inkarnaciji ne moramo izkušati. Tako da vsi tisti, ki vas zanima gradnja svetlobnega aspekta, novembra začnem šolo za lightworkerje. To je tečaj, na katerem vam bom pokazal, kako delati s svetlobo kot lightworker v 21. stoletju na planetu Zemlja in vas peljal čez vse zakone lightworkinga, kar jih morate poznati in vedeti, zato da lahko ste dober lightworker v svojem namenu. Četrto spoznanje, ki mi ga je predala svetloba, je, da upanje umre zadnje. Tisoče ljudi je bilo v zadnjih letih pri nas na tečajih, na meditacijah in slišal sem res veliko zgodb in videl sem res veliko zgodb. Ko je zemeljska energija, ko je zemeljska pomoč dala roka stran in so rekli, ni več mogoče nič narediti, ne splača se več, pa svetloba nikoli ni dala rok stran, res. Včasih, naprimer, na zemeljski ravni narediš vse, kar je možno, pa se pa zadeva ne spele, pa se pa neka svetlobna energija aktivira, pa se zgodi nekaj, kar bi ljudje na zemlji rekli čudež in se zadeve speljajo. Veste, koliko zdravstvenih situacij sem videl, ko na zemeljski ravni zemeljska medicina je rekla, ni možno, ni ozdravljivo, pa je se nekaj zgodilo v spominu, v zavesti človeka, v njegovi energiji in je človek premustil neko stanje, zdravstveno stanje, za katerega so rekli, da je neozdravljivo. Koliko čudežnih situacij se je začelo pojavljati, odkar sem dovolil principu, da upanje umre zadnje v mojem življenju. In tukaj vas res izzivam vas, da ko v življenju delujete tako, da vedno naredite vse, kar je možno na zemeljski ravni, da naredite, vedno uporabite vse svoje talente, darove in mentalne, in čustvene, in fizične, in pomoč drugih ljudi, vse uporabite za vsako stvar, ki delate in na koncu boste ugotovili, da vedno se bo zgodila še neka dodatna akcija, energija, ki jo bo duhovni svet sprožil. Zato ne zgubite upanja, karkoli se vam dogaja, v kakršnikoli situaciji ste. Jaz vem, da so lahko situacije na planetu Zemlja v človeškem svetu zelo naporne. Jaz vem, da so ljudje se borijo za svojimi telesi, z odnosi, s pomanjkanjem vseh vrst. Vem, poznam, nekatere izmed te stvari sem tudi jaz vedel. Ampak upanje je attitude. Upanje je odnos, ki ga imamo, s čimer dovoljujemo vesolju, da nam pomaga na področjih, tudi takrat, ko naši možgani ne razumejo več, kaj treba narediti. Okay? In to je četrta stvar, ki meni pomagala res veliko situacij, v katerih nisem vedel, kaj in kako se bojo končale, zaključiti, tako da je bilo na koncu zame prav in seveda za vse vpletene.
Peto spoznanje, ki mi ga je svetloba predala, ki sem se ga naučil od svetlobe, je, da najvišja oblika prijateljstva na zemlji je v bistvu duhovno zavezništvo. Tisto, kar smo mi prišli na zemljo graditi, med drugim, so duhovna zavezništva. Duhovno zavezništvo je vez med dvema bitjama, ki je veliko več od tega, da sta ta dva samo prijatelja, da sta ta dva samo prijazna drug z drugim, da sta ta dva samo, da imata neko vzajemno pomoč. Duhovno zavezništvo je globoka, duhovna obljuba nekomu, da mu stojiš ob strani, ne glede na njegove odločitve, ne glede na to, kaj se bo zgodilo. In ko ljudje iščemo ta globok občutek pripadnosti, smisla in to, da ti nekdo varuje hrbet in da stoji za tabo, v resnici iščemo duhovna zavezništva. Včasih opažam, da ljudje nimajo duhovnih zavezništv v življenju, imajo neke površinska prijateljstva, neke hitre odnose v družini, neke take instantne energije, nimajo pa globokih, meaningful, bi rekli Američani, z globokim pomenom vezi, ki so več od samo nekih zemeljskih odnosov. Tako da res vam svetujem, da začnete ustvarjati duhovna zavezništva z vašimi partnerji, z vašimi resničnimi prijatelji in da naredite duhovna zavezništva z svojimi duhovnimi vodniki, z Lady Gajo. Živite na njej, živite na planetu Zemlja, bodite duhovni zavezniki Lady Gaje, te boginje, ki upravlja naravno energijo planeta Zemlja. Naučite se ustvarjati zavezništva, ki vibrirajo više nad vsemi zemeljskimi interesi. Od tod lahko ljudje na planetu Zemlja dobimo občutke brezpogojnosti, kakršnih v drugih situacijah ne moremo. Duhovna zavezništva. Naslednje spoznanje, ki mi ga je svetloba dala in zaradi katerega je moje življenje lepše in boljše, je, da se vse lahko spremeni čez noč. Vse se lahko spremeni čez noč. Človeško življenje je narejeno tako, da se lahko spremeni čez noč. Jaz vem, da večini ljudi se to ne dogaja, zaradi tega, ker večina ljudi ponavlja eno in isto rutino v življenju, zato imamo občutek, da je njihovo življenje skozi drugačno, skozi enako in zato je tukaj majhna stopnja sprememb v življenju mnogih ljudi. Ampak življenje se lahko spremeni čez noč. Mi lahko čez noč poštekamo lekcijo, zaradi katere se nam je nekaj konstantno ponavljati in se zdaj to neha ponavljati. Mi se lahko čez noč odločimo za novo navado. Mi lahko čez noč damo odpoved v stari službi in začnemo novo. Mi lahko čez noč odpravimo podjetje in začnemo čisto novo dejavnostjo. Mi lahko čez noč spoznamo človeka, ki je naš partner življenjski in se z njim poročimo. Mi lahko čez noč naredimo spremembe, ki nam obrnejo življenje za 180 stopinj. Zdaj mi je rekel vodnik, če obrneš življenje za 360 stopinj, si na istem mestu, za 180 stopinj. Čez noč se zgodijo spremembe. Samo moramo pa ljudje biti odprti tej hitri spremembi. Ljudje moramo biti odprti temu razumevanju, da je vesolje to zmožno narediti. Ker dostikrat ljudje so v glavi prepričani, da mora dolg časa trajati, da pride nek uspeh. Da mora ne vem, kire zvezde, da se morajo poravnati, zato da se bo nekaj zgodilo. Na koncu dneva šteje samo naš attitude, naš odnos, kako resno bomo mi v glavi zaobjeli nov program. Ker to, da se nekaj dogaja tako, kot se dogaja, to je posledica miselnega programa, ki ga imamo v glavi. Mi lahko pa miselni program zamenjamo v trenutku. Aha, moment, spoznanje, kar pomeni, da se bo zunanja okoliščina takoj začela spreminjati. Zato jaz toliko spodbujam, da meditirate. Glejte, mi imamo toliko nenormalno izjemnih meditacij, ki zdaj avgusta prihaja, septembra, oktobra, novembra. S Kristi smo naredila tak meditacijski jedilnik, spletnih meditacij, ki jih lahko spremljate od kjerkoli ste, za take portale bomo odpirali, da boste videli, da ima vsak izmed vas možnost, da tam, kjer se trenutno ful matrate, da se lahko to čez noč spremeni, če le veste kako. Tako da pejte na našo spletno stran www.potovanjeduse.si in pogledajte meditacijske večere, ki smo jih pripravila. Z razlogom so takšni, kot so.
In Kristi ima 26.9. začne z šolo manifestiranja. Šola manifestiranja je en fantastičen tečaj, kjer vas bo Kristi naučila manifestacijskih pristopov, zato da se lahko spremembe začnejo dogajati takoj, ko si vi želite. To vam res globoko iz srca priporočam, da si pogledate ta njen tečaj. Naslednja stvar, oziroma sedmo spoznanje, ki ga me je svetloba naučila, je, da je vsaka stvar na planetu Zemlja enako pomembna. Ljudje smo sicer ustvarili razmišljanje, človek je ustvaril razmišljanje, da je on najbolj pomembno bitje na svetu, najbolj pametno bitje na svetu in da so potem rastline, živali, pa ti elementi, kot so zemlja, zrak, voda, manj pomembni. To je ful velika iluzija. Če nekaj ne govori kot človek in se ne obnaša kot človek, še ne pomeni, da nima enake ali višje zavesti kot človek. Rastline imajo ful visoko zavest, celo višjo zavest od človeka. Živali imajo nenormalno močen čustven sistem, veliko bolj intenziven in globok kot človek. In naprimer voda, zrak, ti elementali, zemlje, to so v resnici energijske mreže, preko katerih se prenaša energija in v kateri so zapisane informacije o planetu, o življenju. In mi mislimo, da to samo voda, ko se jo pije. Ne, ni. To je živa energija, ki je programirana. Včasih ljudi mislijo, da je kristal samo nek kamen, ki lepo izgleda. Ne, ni. Kristal je USB disk vesolja, v katerem so zapisane elementarne manifestacijske informacije o tem, kako kreirati, upravljati energijo v življenju. Tako da vse energije, vse oblike življenja so enako pomembne na planetu Zemlja. Nič ni bolj ali manj pomembno. In ko človek začne to razumevati, da ni on nič bolj pomemben od neke reke v gozdu in da ni on nič bolj pomemben od neke srne v gozdu in da ni nič bolj pomemben od nekega bora na dalmatinski obali, takrat začne človek spoštovati življenje. In ko človek spoštuje življenje, planet, življenje, naravo, takrat lahko razume, kaj je to, kar ga obdaja. In ko človek razume, kaj je to, kar ga obdaja, lahko začne uporabljati to in vzpostavljati ravnovesje. In takrat življenje avtomatsko funkcionira za človeka. Ko ljudje razumemo, da je vse enako pomembno, bo je naše življenje kolektivno gledano začela funkcionirati takoj. To je ena izmed največjih duhovnih lekcij, ki se jih ljudje učimo. In to so mi moji duhovni vodniki zelo elegantno v preteklosti razložili. Tako da vsi tisti, ki želite zbuditi to zavest, da so vse energije na tem planetu žive, definitivno si pogledajte delavnico, spletno delavnico Mistični kristali, katero ekskluzivno na vašo željo ponavljam, ker je bil to hud naval na prvi delavnici, da ste res prosili, da naj ponovim. Tako da evo, ponovite jo tukaj, Mistični kristali, se bo zgodila delavnica 15.8. Tako da vsi tisti, ki hočete upravljati kristalno energijo, odpirati portale, definitivno si pogledajte to delavnico. Osma točka, ki so me duhovni vodniki svetlobe naučili, je, da je obilje posledica duhovne zavesti. Ljudje včasih lovimo zunanjo energijo. Ne? Včasih vidimo ljudi, ki ustvarjajo nekaj zunaj sebe in mislijo, da bo obilje od zunaj prišlo k njim v življenje. Zato eni tako upajo, da bo je zadel na lotu, eni kar tako upajo, da se jim bo ne vem kaj v življenju Marija prikazala, zato da bojo oni nek problem rešili ali pa nekaj dobili, kar si želijo. Ne. Življenje na planetu Zemlja funkcionira tako, da mi znotraj sebe, svojemu umu, svojemu srcu, svojih občutkih sprožimo informacijo in potem se ta informacija izrazi kot zunanji premik v zunanjem svetu in zgodi se posledica. Ena izmed posledic premika v zunanjem svetu je, da v naše življenje pride obilje. Obilje, ki ga mi dobimo v življenje, je vedno posledica naše notranje naravnanosti. Mi vedno od življenja dobimo tisto, kar naročimo. Življenje na Zemlji poteka tako. Jaz se rodim in naročam iz okolice, kaj naj pride v moje življenje, ampak naročilo se ustvarja v glavi. Zato, če hočemo mi imeti obilje v življenju, rabimo mi svojo duhovno zavest v svoji psihi in svoji podzavesti dvignati, updatati, nadzorovati. To se pravi, ves denar, vso zdravje, vsi odnosi, vse oblike obilja so samo posledica našega razmišljanja in našega odnosa. In ko sem jaz to začel razumevati, so se mi začele stvari dogajati tam, kjer sem želel.
Tako da vsi tisti, ki vas zanima poslovna šola v duhovni dobi, 25. septembra začenjam za vse tiste, ki hočete v tem svetu ustvariti spremembo, podjetniški zakoni, točno to, kar zdaj govorim, kako sprožiti spremembo, zato da bo ta sprememba trajna in da vam bo dala tisto, kar si vi želite. 9. točka oziroma 9. spoznanje, ki mi ga dala svetloba, je, da vsaka informacija, ki jo ljudje dobimo v življenje, je namenjena temu, da jo uporabimo v življenju. Da zavraživ človek ima na tisoče vprašanj in sprašuje vesolje, kaj je aura, kaj je karma, kaj je Atlantis, iz kje prihajam, ali imam višji jaz, kako mu je ime, ali je to zdravljivo, kaj je naslednji nivo tega, kaj je moje poslanstvo. Ljudje imajo na tisoče vprašanj. Sam težava pri mnogih ljudeh je, ker dobijo informacijo, potem pa te informacije ne pretopijo v svoje zemeljsko življenje, ne začnejo je uporabljati. Vesolje pravi, človeku je dana vsaka informacija, ki jo želi zvedeti, samo jo mora uporabiti potem v svojem življenju, zato da postane smiselna za njega. Mi, duhovni vodniki, nas mnogokrat ne želijo, nam ne dajo informacije zaradi tega, ker nas ne želijo obremenjevati z njimi. Ker kaj ti bo, če imaš ti polno glavo nekih informacij, o katerih moraš razmišljati in zaradi katerih ti posledično gre energija, če jih ne uporabljaš potem v življenju, če z njimi nešto narediš. Zato vesolje včasih potem nekomu ne da informacije zaradi tega, da ga ne bi dodatno medl. Zapravo, vsaka informacija, ki jo dobite, jo uporabite, zberite svojo voditeljsko energijo, samozavestno energijo in jo uporabite v svojem življenju, plasirajte v svoje življenje. In vsi tisti, ki hočete ta voditeljski aspekt razviti, zato da boste lahko gradili svoje življenje z informacijami, ki jih imate, tako kot vi želite, pogledajte si Atlantis Master tečaj, to je program modernega voditeljstva, kjer bomo delali te močne karakterne premike, zato da boste vi postali mašina za uporabljanje informacij na tem planetu, tako kot vi želite. In to se začne v začetku oktobra. Okay? To je bila 9. spoznanje. In 10. spoznanje, ki mi ga je dala svetloba, oziroma moji čudoviti svetlobni vodniki, je relax. Vse je v redu. Vse je samo izkušnja. Včasih ljudje na planetu Zemlja se toliko oklepamo nekih vizij, toliko smo noter, toliko smo napeti, se bo zgodilo, se ne bo zgodilo, toliko smo živčni, toliko smo razočarani, če se nekaj ne odvija tako, kot si želimo, toliko smo, veš, pod objemom teh čustev, frustracije, jeze, strahov, nesigurnosti, da potem dejansko zablokiramo življenje. In duhovni vodniki pravijo, v redu je, umirite se, vse je v redu. Vse, kar izkušate, je ena izmed tisočih izkušenj, ki ste jih že izkusili. In to je ena izmed mnogih inkarnacij, ki jih imate. Ja, spoštujte jo, imejte jo radi, jemljte jo resno, ampak ne preveč resno. Pojem življenja še vedno je, da uživate ob vaših izkušnjah, da ste navdušeni nad tem, kar se vam dogaja. Tako da ne preveč resno imati življenja. Res, na koncu boste pristali tam, kjer je za vas prav, da pristanete. Na koncu se bo vedno išlo v vaše najvišje dobro. Tako da, relax, se pravi, uživite vsako izkušnjo svojega življenja, kakršnikoli ste že, ali je to svetlobna izkušnja, ali je malo bolj naporna izkušnja. Vem, nekatere izkušnje na planetu Zemlje so naporne za človeka, nekatere so zelo resne, vem, ampak vsaka izkušnja v ozadju ima neko učenje, ima nek smisel. In vaše duše, tam nekje gor na oblaku sedijo in binglejo z nogam dol in vas gledajo, kaj se vam dogaja. In so popolnoma sproščene ob tem. Včasih bi tudi človek na Zemlji mogel na tak bolj sproščen način se lotevati stvari. In pa je manj tenzije in se hitreje stvari odvijajo. Tako da, to je bilo 10 svetlobnih spoznanj, ki sem se jih jaz naučil od svetlobe in ki meni pomagajo graditi moje življenje. Tako da verjamem, res verjamem, da vam bodo ta spoznanja tudi vam pomagala razumeti marsikaj in da boste lahko svoje stvari hitreje naredili. Mi dva s Kristi in duhovni telepotovanje duše smo tukaj za vas. Zdaj septembra oziroma jesen začnemo z vsemi tečaji, vse prve stopnje tečajev se začenja zdaj in potem na nekatere tečaje eno leto ne bo možnost vpisa. Tako da si poglejte, zberite si tečaj, ki vas pokliče in stopite na duhovno pot gradnje moči z nama. Začenjamo nove meditacije. Kristi začenja z vsemi svojimi tečaji prav tako. Tako da res, pejte na našo spletno stran www.potovanjeduse.si
in si zberite tisto, kar vas pokliče. Jaz grem pa zdaj ustvarjati svoje 37. leto, ki se je ravno kar začelo. In sem se odločil, da bo to leto fantastično in da ko bom star 37 let, čez 364 dni, bom isto posnel video, v katerem bom dal novi 10 življenjskih modrosti. Imejte se lepo, se vidimo, kjerkoli se vidimo in pošiljam vam en lep rojstnodnevni pozdrav. Čau!